akcija, druga dobrodelna akcija tema dostojnega življenja. Pa med nami imamo tudi gosta z Ministrstva za zunanje zadeve, gospoda Mitja Štuklja, ki je generalni direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. On bo tudi spregovoril o sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve in Slovensko Caritas. Med sodelovkami bo gospod Imre, Slovenska Caritas, generalni tajnik, potem Jana Lampe, odgovorna za mednarodno in humanitarno razvojno pomoč, in pa gospa Ana Sirc, ki je pa ena od podpornic projekta z delom dostojnega življenja. Tako vabim gospoda Imreta, da spregovori. Ja, tudi jaz vas vse najprej pozdravljam tako sodelujoče v programi, v obeh programih in pa seveda vas novinarje, ker pravzaprav skupaj smo srce Afrike. Ta program, projekt, lahko rekel, že teče 7 leto. Zakaj se pravzaprav Slovenska Caritas odločila, da nekako vsako leto nadaljujemo to akcijo v srce Afrike s pomočjo revije Ognjišče, s pomočjo naših misionarjev. Zato, ker smo že 95. leta dobili povabilo iz Evropske in mednarodne Caritas, da je delo Caritas tudi za druge dežele, ne samo v domačih deželah, in kljub temu, da so v nas velike stiske, postajamo zvesti temu poslanstvu Caritas kot nacionalne, evropske in slovenske, da podpiramo razne projekte in ljudi, ki so še bolj potrebni kot pri nas. Tako smo takoj 95. leta že predvsem podpirali bivše republike Jugoslavije, potem pa, kot smo že omenili, to še danes teče po škofijski Caritas, v nacionalnem smislu pa se odločili, da bomo podpirali nekatere afriške države, predvsem gre za 5 držav, Ruando, Burundi, Zambiju, Malawi in Madagaskar, ker na različne načine sodelujemo preko naših misionarjev v velikih projektih. Zanimivo je, da predvsem preko naših misionarjev zgledam, oziroma sem prepričan, da ženske, naše misionarke imajo tisto dušo, ki znajo to mrežo sodelovanja negovati, razvijati in pa tudi bdeti nad njo. Če en pogled nazaj usmerim, kjer smo zelo veliko sodelovali, bodisi z zunanjim ministrstvom in pa z našim misijonskim središčem, je porodnišnica v kraju Rusu v Burundiji. To je gotovo največji projekt v zadnjih letih Slovenske Caritas, ki poteka od 2008 do 2012, kjer je pravzaprav vrednost projekta preko 600.000 evrov in je Slovenska Caritas v teh letih sodelovala s 400.000 evri in pa seveda 115.000 evrov zunanjem ministrstvu, kar sem izredno hvaležen, ker tukaj smo si podali roko in gre za porodnišnico dvonadstropno, ker je zunanje ministrstvo pomagalo, da smo sončnimi celicami, in pa gradnjo vodnjakov, ki so nujno potrebni za preživetje porodnišnice. Velik projekt naredili, ker gre v ozadju za 68.000 prebivalcev, ki nujno rabijo tisto osnovno zdravstveno nego. Prav tako je velik projekt v Burundiju, v Risvabiju, kjer smo skupaj z misionskim središčem v zadnjih letih vložili 120.000 evrov, in misijonsko središče 20.000, ker pravzaprav gre za zdravstveni center, ker tisto osnovno zdravstveno nego lahko dobi vsi okoliški prebivalci. To je tako malo pogled za nazaj dveh velikih projektov, kjer smo zadnje leto kot Caritas sodelovali, in če ne bi bili na tisti strani ljudje, kar je dodana vrednost tega projekta ravno v tem, da so tam sodelovali domačini, da tam imamo zelo verodostojne naše misionarke, ki nadzirajo sredstva, ki nadzirajo rast projekta in ki tudi so usposabljene, tako smo osnovno infrastrukturo spostavili, da projekt živi. To je tista dodana vrednost, da smo na
in da smo seveda mi tudi vsako leto imeli lastno kontrolo, kako projekt napreduje, gradnje naprimer, kako se uresničujejo tista vizija, ki smo jo zasledovali v ozadju projekta, naprimer zdravstvena oskrba ali porodnišnice, kako je to za tisto, da smo bistveno spremenili k zdravstvenemu zboljšanju zdravstvenemu stanju za 68.000 prebivalcev, da so tam porodi sedaj primerni, varni in tako dalje. Tako da, to je moj pogled in pa ocena teh dveh projektov, kjer smo res veliko vložili in ponosni smo na to in hvaležni mnogim darovalcem, ki so nam zaupali sredstva in sem tudi prepričan, ker bomo letos malo namenskost pomoči v Afriki spremenili, da bodo naši, bi rekel, darovalci ostali zvesti in tudi vas, novinarje, v tem smislu vabim, da nas spodbujate. Hvala lepa za enkrat. Jaz bom pa zdaj predstavila malo pogleda za naprej. Torej vsako leto spremljamo te razvojne projekte tudi na terenu, obiščemo Rwando, Burundi, kjer podpiramo največ projektov. Lahko tudi sama potrdim, da so ta sredstva, ki so bila darovana, resnično dobro uporabljena, da naši pridni misionarji vsak evro obrnejo vsaj dvakrat. Jaz se vedno čudim, kako je v tako kratkem času v bistvu toliko narejenega, pa z neko tako zdravo, kmečko pametjo, lahko rečem. In tudi res vidim resničen napredek na teh lokalnih območjih, resnično se je v bistvu nekaj spremenilo za te ljudi, imajo res boljše pogoje zdravstva, pa tudi ljudje so ponosni na to, ker so v bistvu bili sami vključeni vsa ta dela in tudi nekako bolj skrbijo za te objekte. Ob teh terenskih obiskih pa vedno znova vidimo, sploh na teh revnih podeželskih krajih, da so potrebe prebivalstva še ogromno, revščina je res velika. Po pogovoru z našimi misionarji v letošnjem letu so oni nekako izrazili željo, da tukaj seveda so potrebe v zdravstvu, ampak v bistvu še večje so pa potrebe v šolstvu, ker res je premalo šol za vse otroke ali pa so zelo v slabem stanju. Če vam povem mogoče, da se pogosto v razredih stiska po 100 otrok in v takih pogojih imajo enega učitelja in v takih pogojih se resnično ne morejo kaj dosti naučiti. Misionarji so povedali, da v 3. razredu pogosto ne znajo ne pisati, ne brati. Izobrazba je pa tista, ki bo v bistvu pomagala tem ljudem izkopati se iz revščine, da bojo lahko prišli tudi do kakšnega drugega poklica, ker zemlja je premalo za vse ljudi, vsak starš razdeli zemljo med svoje otroke, če pa nimaš kaj za preživetje, je pa dobro, če se izobražen, pa da imaš kakšen drug poklic. Zato smo se na Slovenski Karitas odločili, da bomo z letošnjo akcijo za srce Afrike podprli predvsem obnovo dotrajanih, pa gradnjo novih šol in s tem večjim otrokom omogočili, da bodo lahko obiskovali osnovno, pa tudi srednjo šolo. Največji projekt, ki ga bomo podprli, bo v Kigaliju, v Rwandi in sicer bomo zgradili novo osnovno šolo s 6 razredi. To so v bistvu za revne otroke iz predmestja. Starši so v bistvu sami izrazili željo, da bi bila tam osnovna šola, ker v Rwandi je šola plačljiva in na ta način si jo ne morejo vsi privoščiti. Pri sestrah pa lahko tudi starši v zameno naredijo kakšno delo, pa jim v bistvu s tem ni potrebno plačevati šoline, pa tudi pri sestrah dobijo recimo topel obrok, kar ga pa v javnih šolah ni. Potem pa bomo v Burundiju, v kraju Rojsabi, kjer smo sedaj v bistvu zaključili s to obnovo pa gradnjo zdravstvenega centra, bomo v bistvu podprli obnovo vaške šole, ki je res zelo v slabem stanju. Jaz sem na letos tukaj, smo govorili tudi z ravnateljem, da mi je povedal, da ima najmanjši razred 98 učencev, skupaj pa 2400 otrok. Luknje so na tleh, razbita stekla, dotrajana streha, tako da je res neka velika rana za ta kraj, pa tudi seveda otroci v takih pogojih, premalo šolskih klopi in tako dalje, niso kaj dosti motivirani za učenje.
Potem pa bomo v kraju Belizi, tudi v Burundiju, kjer smo v letu 2008 ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve zgradili srednjo šolo s 4 razredi, v bistvu zgradili še dodatne razrede. Tam so pa tudi starši sami prišli prositi, da bi bilo več razredov, da bi več mladih lahko v bistvu hodili v šolo, in kar se je meni zdelo res tako neverjetno, s tistimi majhnimi sredstvi, ki jih imajo ljudje tam, to je res rejeno območje, v bistvu so sami še kupili kar nekaj opek in že čakajo tam pred šolo, da bi se zgradili dodatni razredi in bomo pa v bistvu odprli ostali material za gradnjo te šole. Tako, res bomo zelo veseli vse podpore slovenskih darovalcev, da bodo pomagali nam v bistvu uresničiti te sanje za otroke v srcu Afrike, da bi imeli tudi oni lepšo prihodnost. To pa je seveda možno storiti na različne načine. Lahko se obrnejo na Slovensko Karitas, na našo pisarno. Možnosti darovanja so prisotne tudi na spletni strani, pa položnica je v septembrski reviji Ognjišče. Seveda srčna hvala sem že vnaprej. Hvala lepa, Jana. Sedaj pa vabim besedi gospoda Mitjo, kot smo ga že predstavili, generalnega direktorja Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, da nam gospod Mitjo poveste, kako se vidi ministrstvo v tej mednarodni razvojni pomoči, kako vidite naše sodelovanje kot Karitas ali pa drugih nevladnih organizacijah in pa koliko teže to prinaša. Prosim lepo. Hvala lepa. Slovenija pač kot odgovorna članica mednarodne skupnosti in kot razvita država, ker je v teh težkih časih še posebej pomembno se zavedamo, da kljub temu, da so pri nas problemi, da so pri nas težave, da ne izgubimo pogled na svet, ker so problemi za številne pripadnike narodov, držav eksistencialni, gre za stvar obstoja, preživetja, zaradi številnih posledic, zaradi pač imanentne revščine, zaradi podnebnih sprememb, ki so uničili kmetijstvo celih področij, zaradi postkonfliktnih razmer v državah, kjer je vojna uničila vse pogoje za normalen obstoj. Pravilno je, da se spomnimo tega in zato kot pač razvita država, članica Evropske unije, kjer obstajajo precej jasne norme glede dolžnosti in zavez pri mednarodnem razvojnem sodelovanju, zato Slovenija to počne. Pri nas v Direktoratu za mednarodno razvojno sodelovanje na Ministrstvu za zunanje zadeve pač upravljamo to. Slovenija prispeva kar nekaj sredstev letno in največ teh sredstev gre preko raznih mednarodnih organizacij, bodisi v sistemu Združenih narodov, bodisi v okviru različnih politik, financiranja politike Evropske unije na razvojnem področju in ta segment ima to slabost, da nekako rezultati tega prispevka naši niso tako vidni, niso tako očitni, nimajo napisa Slovenija na njih in jih doživljamo pogosto kot nekaj, kar nam ni tako blizu. Zato nam je izrednega pomena ta, kot bi rekli, bilateralna razvojna pomoč, ki jo Slovenija izvaja nekje neposredno preko dogovora z državami prejemnicami, to velja zlasti za države Zahodnega Balkana, nekje pa preko organizacij, med kateri sodi tudi Karitas. Tukaj gre za sklop organizacij, ki obsega tako nevladne organizacije, ki so specializirane za mednarodno razvojno in humanitarno pomoč, Karitas, Misijonsko središče, Rdeči križ, vsi lahko enkrat letno tekmujejo na razpisu, ki ga pač Republika Slovenija objavlja, bodisi z namenom podpore humanitarnim projektom, razvojnim projektom, za sofinanciranje projektov, ki jih dobijo te organizacije v okviru Evropske unije in za povezovanje in za razvoj tega sektorja v naši družbi. No, s tem v zvezi bi rad povedal, da je Slovenska Karitas večkrat uspešno tekmovala na teh razpisih. Gospa Lampe je povedala nekaj o projektih, ki trenutno potekajo.
Mi bi radi se izredno pozitivno izrazili o sodelovanju s Slovensko Karitas, ker gre za kvalitetne infrastrukturne, razvojne in humanitarne projekte, ker organizacija to za Karitas to zagotavlja s svojo stalno prisotnostjo na terenu, kjer dobro pozna razmere, kjer ima izredno nizke stroške operativne, zaradi tega, ker je tukaj vključen veliko prostovoljnega dela, ker samo mobilizira veliko prostovoljnih sredstev od drugod in ker je poznana v lokalnem okolju. To vse skupaj pomeni, je formula za uspeh. Mi bi si še naprej želeli tovrstnega sodelovanja Karitas na razpisih. Želimo, da bi tudi zdaj nekakšni projekti bili uspešno zaključeni. S tem zvezi kar nekaj dela priprav. Gospod Jerobic dobro ve, kaj pomeni priprava enega projekta, kaj pomeni priporočanje. Tukaj, ker gre za javni denar, je to povezano z velikim številom formalnosti. Gre na koncu za zelo formalizirano razmerje, ki zahteva včasih tudi precejšnjo mero potrpežljivosti in razumevanja in medsebojnega dialoga. Skratka, rad bi se, in ker je to povezano predvsej z delom misionarjev, projekti Karitas bi rad ob tej priložnosti tudi pohvalil izredno uspešno sodelovanje z misionarji, ki poteka tako preko Slovenske Karitas, kot tudi preko projektov, ki jih prijavlja misijonsko središče. In značilno za te projekte je, da zelo dobro zadanejo to, kar je cilj, in da so zelo obremenjeni zelo majhnimi postranskimi stroški, da gre večina sredstev za neposreden namen in da je vedno bilo korektno poročanje, da so te projekti izvedeni profesionalno, strokovno in da je tudi poročanje bilo skrajno korektno. Tako da želimo si več tovrstnega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Matija, tudi za priznanje našega dela in se tudi mi naprej želimo tega sodelovanja. Ker skupaj v mreži smo boljši in močnejši, kako da rečemo. Rad bi še zdaj osvetlil eno akcijo, ki smo jo začeli leta 2010. Kar nekaj časa smo dozorevali za njo. Gre za akcijo z delom do dostojnega življenja. Gre pravzaprav za to, kar nam dostikrat mnogi upravičeno očitajo, da ljudem samo delimo darove, premalo jih pa učimo, da bi znali sami upravičiti s tem delom za te darove. In to se je nam začelo obrestovati, da smo začeli razmišljati, da bi preko naših misionarjev delili pravzaprav bolj minimalne nagrade ljudem, ki želijo nekaj upravičiti pomoč, nekaj delati. In smo odkrili preko raznih naših misionarjev veliko pripravljenost in projekt je stekel, tako da imamo sedaj že v ozadju veliko število slovenskih darovalcev, družin ali posameznikov, ki so se vključili v ta projekt za delo dostojnega življenja, in pa seveda še več potreb na drugi strani v raznih afriških državah. In morda bo Jana bolj konkretizirala zdaj, kako ta stvar je zastavljena, in tukaj je tudi Mojca, ki pridno skrbi za realizacijo teh mesečnih bodisi položnic ali pa nakazil naprej, da gre denar oziroma darovi takoj naprej in tudi poročila. So tukaj navzoča in pa seveda imamo tukaj gospo Ano, našo pridno darovalko, ki se je odzvala in bo tudi potem, ko bo Jana malo mrežo predstavila širše, vam dali besedo, da poveste zakaj. Hvala. Ja, mogoče čisto na kratko nekaj o tej akciji z delom do dostojnega življenja. V naših terenskih obiskih smo tudi res ugotovili, da v teh državah ljudi nimajo kakšne priložnosti za delo. Več ali manj se ukvarjajo s poljedelstvom, pa še zemlje je še premalo, ali pa moški s kakšno trgovino, to pa vse, kar je. In dosti ljudi res nima tistega osnovnega za preživetje, skozi pa v teh podnebnih spremembah, vse večjih sušah je res pomanjkanje tistega osnovnega vse večje.
Zato smo se odločili, da bomo v sodelovanju z našimi misionarji začeli s to akcijo, da enemu izmed staršev v afriški družini omogočimo delo in reden zaslužek na misijonih. Tam domačini pomagajo v teh preprostih vsakdanjih delih, v bistvu tam pri zdravstvenih centrih, porodnišnicah, šolah, v bistvu pomagajo pri kakšnem čiščenju prostorov, pri urejanju okolice, recimo, ko smo gradili zdravstvene centre, so žene drobile kamenje in s tem tudi nekaj zaslužile. Pač tisto, kar je potrebno tudi za skupno dobro kraja. Na ta način v bistvu s tako majhnimi sredstvi lahko nekajčlanska družina z dodatnim evrom na dan lahko lažje preživi, otrokom lahko plačajo v bistvu šolnino ali kupijo šolsko uniformo, pa malo za zdravstveno oskrbo. Recimo v Ruandi mora vsak družinski član letno plačati 3000 burundijskih frankov za zdravstveno zavarovanje, kar pomeni približno 4 evre. Če jih je 7, lahko zračunate, koliko to pride in v bistvu s tem denarjem si to lahko plačajo. No in sedaj je z nami v bistvu že 249 slovenskih družin, ki podpira 132 družin in sicer 63 v Ruandi, 45 v Burundiju in 23 na Madagaskarju. Tem družinam se je v bistvu življenje zdaj zares spremenilo. Tudi sami so ugotovili, da niso v bistvu odvisni od beračenja, ampak da v bistvu z lastnim delom lahko dostojno živijo. Naša misionarka, sestra Bogdana Kavčič, nam je pravila, da včasih so te žene, revne žene, vsak dan hodile, pa so prosjačile od jutra do večere. Sedaj tega ni več, ko imajo delo in v bistvu so res zelo zadovoljne. Poleg tega so naši misionarji to akcijo tudi ponekje oplemenitili. Za ljudi so v bistvu, še posebno za žene, so najeli zemljo, kjer lahko pridelajo hrano zase, če jo pa pridelajo kaj več, pa te pridelke skupaj, po skupinah jih imajo, prodajo tudi na trgu in s tem tudi nekaj dodatno zaslužijo. Tako zdaj pa kar prepuščam besedo gospe Ani Sirc, da nam pove nekaj več, zakaj podpira družino v Afriki. Prihajam iz Zgornjega Brnika, sicer sem pa članica župnijske Karitas Cerklje. Ko je Slovenska Karitas v letu 2010 se odločila za to dobrodelno akcijo z delom do dostojnega življenja, smo tudi na Karitas Cerklje prejeli to njihovo pošto in v meni je odločitev, da se tej akcije udeležim, takoj dozorela in sem se takoj za to akcijo tudi odločila. Znesek, ki ga plačujem, mi gre iz pokojnine in to preko trajnika, tako da jaz za ta znesek sploh ne vem, da ga plačujem in do danes mi še ni bilo enkrat žal, da mi ga trgajo, ker pač vem, da mnogo ljudi živi z mnogo manjšo pokojnino kot jaz in mi ničesar zaradi tega ne manjka. Mojo družino, ki jo podpiram, spremlja misionarka Terezija Pavlič v kraju Ranovne na Madagaskarju, v sodelovanju s slovenskim misionarjem Janezom Karmeljem. V začetku te akcije sem dobila opis družine, ki je deležna moje mesečnega prispevka in pomoči. Na fotografiji je mati samohranilka s 3 otroci, starimi 6, 4 in 2 leti. Zelo težko jih sama preživlja. Pri šolanju otrok ji pomagajo sestre usmiljenke iz misijona. Mama na misijonu pri sestri Tereziji sedaj, ko je ta pomoč prišla, skrbi za vrt in pa pomaga v kuhinji. Svojim delom zasluži s pomočjo tega mojega prispevka toliko, da svojo družino lažje preživlja in ji omogoča najbolj nujno. To je vsakdanji riž, zdravila, plača šolanje za svoje 2 otroka, ki sta v šoli. In v zadnjem času smo bili seznanjeni, so dobili tudi hiše, pod narekovajem, to je enoprostorsko bivališče, v katerem toliko, da imajo pač streho nad glavo. Letos pred kratkim sem se v tem prostoru udeležila tudi srečanja z tema 2 misionarkama, ki sta nam predstavili življenje v teh krajih, kamor ta naša pomoč gre.
V živo smo dobili sliko, kako ljudje tam živijo in ponovno sem dobila potrditev, da to, kar počnem, je pravilno in bom do svoje smrti to plačevala in skušala za to pomoč oziroma za to sodelovanje pridobiti še koga drugega. Nagovarjam svoje prijatelje, znance in mislim, da sem kar uspešna pri tem delu. Zakaj sem se odločila za to? Me je vprašal pred kratkim nekdo, pa zakaj to ti pošiljaš, saj pri nas tudi mnogo potreb, mnogo družin živi že težko, pa sem samo tako rekla, ja, to je vse se razumem, vendar pri nas skoraj ne poznam družine ali pa hiše, kjer ne bi odprli pipo in priteče mrzla voda. Tega pa v Afriki ni. S tem svojim dejanjem, ki ga upravljam, želim pozitivno vplivati tudi na svojo družino, zlasti na svojih 6 vnučkov, ki, kot vsi otroci današnjega časa, kdaj pojamrejo, to ni dobro, oni ni dobro, jaz pa pravim, malo se ozri, odpri zgibanko Afrike, ko boš videl, da vse, kar imate, je več kot dobro. Tako da s tem delom želim nadaljevati in to, kar počnem, me ponovno in ponovno osrečuje. Hvala lepa, da imaš iskreno izpoved. Hvala tudi gospodu Mitju, Jani. Zdaj pa beseda spoštovanja in vaša. Smo bili dovolj jasni, želite še kaj, da vam pojasnimo. Vsi smo na tej skupni mreži pomoči ljudem v Afriki. Prosim. Še ni več vprašanj. Potem zaključujemo z zadnjim delom novinarske konference. Se opravičujem za tehnično